predklonite in izvajate dvig trupa do končnega položaja. Torej, kaj smo še zmanjali po vas? Ti bo takole na snegu se izpostavljate. Živa. Zdravljena, jo smo. Super. Ministrica za obrambo. Vsem skupaj eno dobro jutro. Zbrali smo se v velikem številu. Kot cel svet obeležuje 14 dni v duhu športa, olimpijske igre, smo tudi pričeli v Slovenski vojski nekako teden uvoda v šport. Med nami je prva ministrica za obrambo Andreja Katič, pa jo prosim, da nas nagovori ob tej priložnosti. Spoštovani dekan, spoštovani predsednik Atletske zveze, spoštovane sodelavke in sodelavci, pripadniki in pripadnice Slovenske vojske, spoštovani sodelavci Fakultete za šport, vsi drugi spoštovani gostje. Veseli me, da se danes tukaj srečamo, pravzaprav zaradi tega, ker se začenja teden športa v Slovenski vojski, pa tudi zaradi tega, ker v tem času vsi napeto spremljamo tudi olimpijske igre in nas pravzaprav vse po celem planetu preveva nekakšen športni duh. Zdaj sama nisem pravzaprav zgled aktivnega športnega življenja, kar mi je pravzaprav žal in tudi ne potem nek dober ambasador ali pravi tisti govornik, da vas nagovori in spodbuja k športnem udejstvovanju, ampak vseeno, dovolite mi, da imam danes ta uvod. Vesela sem, da imamo dobro sodelovanje z Fakulteto za šport in da se danes pravzaprav pričenja ta teden športa v Slovenski vojski. Zahvala vsem sodelavkam in sodelavcem, tako v upravnem delu ministrstva, kot tudi v Slovenski vojski, da ste si dali nekoliko več dela in tudi sami prišli z določenimi pobudami, da se moramo zavedati, da je potrebno tudi v našem sistemu narediti določene spremembe. Zagotovo je ta teden pravi teden za razmišljanje o tem in vesela sem, da se boste seznanili z pomenom gibanja, pomenom športa, ki je še kako pomemben prav za Slovensko vojsko. Menim, da verjetno ni druge takšne službe, ki bi dajala takšen pomen gibanju, športu, kot je prav zaposlitev v Slovenski vojski, če primerjamo ostale poklice v Sloveniji. In zagotovo sem vesela, da bomo v sklopu tega pogledali, če imamo obstoječe programe, pri tem mislim zlasti temeljno vojaško usposabljanje in tudi prostovoljno služenje vojaškega roka kot tako primerno še današnjemu času ali je potrebno karkoli tudi na tem področju spremeniti. Sama menim, da spremembe bodo potrebne, prav tudi zaradi tega, ker sedaj, ko spremljamo mlade, ki želijo ali pristopiti k služenju vojaškega roka ali pa v Slovensko vojsko, vidimo, kakšno je njihovo zdravstveno stanje, predvsem tudi kakšna je njihova športna kondicija in zagotovo ne moremo računati na to, da bomo na trgu delovne sile, to se pravzaprav grdo sliši, ampak tako je, dobili človeka, ki bo primerno tudi telesno že pripravljen za to, da bo lahko začel delati v Slovenski vojski. Menim pa, da ob pravilnem vodenju, pravilni vadbi lahko vsak v določenem času pride do dovolj velike kondicije in tudi vseh ostalih gibalnih sposobnosti, tako da je lahko ponosen pripadnica ali pripadnik Slovenske vojske in tudi stopi ob bok vsem ostalim tovarišem, tovarišicam, ki so bolje pripravljeni. Mislim, da bo to največji dosežek ali pa nek končni rezultat tega tedna, kar bo imelo veliko posledice tudi v prihodnje in verjamem, da bomo tudi na takšen način lahko dobili več pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske, kar se tega tiče, ker vidimo, koliko je vlog za zaposlitev in marsikdo tudi zaradi slabe kondicije, zaradi slabe športne pripravljenosti pravzaprav ne more dobiti zaposlitev v Slovenski vojski. Drugo, kar je, bi rada izpostavila, da sem vesela, da smo skupaj s Fakulteto za šport posneli kratek film.
za vadbo na delovnem mestu, predvsem za tiste, ki upravljajo tako delo kot jaz, večina časa sedimo, kar še posebej ni zdravo, in demonstratorji v tem filmu so tako sodelavci iz upravnega dela ministrstva kot tudi Slovenske vojske, tako da me to veseli. Seveda je film možno si ogledati tako na intranetnih straneh, kot tudi na internetnih straneh Ministrstva za obrambo. Na nas pa je, da bomo najprej sami od sebe, potem pa tudi od sodelavcev pričakovali in zahtevali, vas na spredje najbolj gledam, da bomo ta film tudi uporabljali in tudi pravzaprav pridno vadili. Zdaj bom poskušala tudi sama, kdaj se držati tega mojega navodila. Tako da verjamem, da je tudi to še en korak naprej za zdravo življenjsko okolje, tudi v okviru Ministrstva za obrambo. Vsi pravijo, da šport ne pomaga samo k boljši telesni pripravljenosti, ampak da pravilna vadba spodbuja tudi kreativnost, ustvarjalnost in seveda tudi dviguje samozavest. Sama sem prepričana v to in verjamem, da tudi tukaj lahko s tem, da redno potem sami vabimo tudi na delovnem mestu, naredimo korak naprej. V bližnji prihodnosti, v petek, bo potekalo v vseh vojašnicah šport, tek, namenjen obletnici Cimsovih vaj, mednarodne organizacije, ki jo združuje že 135 držav. Verjamem, da tudi to nek dosežek, ki ga imajo prav oborožene sile, ki so se na ta način povezale, da tudi z športom spodbujajo k krepitvi miru. Nam najbližji tek bo v vojašnici Edvarda Peperka, začel se bo, se pravi v petek ob 8:30 in verjamem, da bo marsikdo med vami se tega tudi udeležil. Moje opravičilo sprejmite zaradi tega, ker sem na NATO-vi ali Münchenski varnostni konferenci, drugače bi se pa zagotovo tega udeležila. Naj zaključim še enkrat s tem, da se zahvaljujem Fakulteti za šport za dobro sodelovanje, predvsem okrepljeno sodelovanje od leta 2015 naprej. Verjamem, da tako vaši sodelavci, tudi z tem sodelovanjem za izobraževanje dodatnim znanjem za naše inštruktorje naredijo veliko za to, da je ugled Slovenske vojske, pripravljenost Slovenske vojske, tudi Ministrstvo za obrambo ali Republike Slovenije nasploh še večji, boljši in da vsi skupaj dosegamo boljše rezultate. Tako da se na tem mestu zahvaljujem. Vsem vam pa pozivam k zdravem športnem življenju, spodbujajte svoje sodelavce, sodelavke in verjamem, da skupaj lahko naredimo za primerno vadbo vsi nekaj več za zdrav vzduh v zdravem telesu in seveda za čim boljše rezultate, tako v Slovenski vojski, kot tudi v upravnem delu Ministrstva za obrambo, obeh inšpektoratih in Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Hvala vam. Hvala lepa za te uvodne besede. Ministrica je omenila filmček, ki bo ponazarjal vaje na delovnem mestu. Ura je odbila in vas že čaka ta filmček na računalnikih. Ste obveščeni in si ga lahko s klikom tudi ogledate in povadite. Ne? Smo tako planirali, da po vašem govoru. Med nami je tudi dekan Fakultete za šport, profesor dr. Milan Žvan. Prosim še vas za nekaj uvodnih besed, glede na to, da je ta teden se odvija z vašim oziroma z sodelovanjem Fakultete za šport. Hvala lepa za povabilo. Zdaj me je pravzaprav ministrica spravila pred eno težko nalogo in na nek način zadrego. Namreč kolega dr. Vodičar mi je pripravil nekaj izhodišč za nagovor, je pa ministrica pravzaprav izčrpala vso varianco tistega, kar sem želel sam povedati. Saj tu bom začel. Torej, hvala za tale sprejem. Nam je seveda čas, kadar nas oblast povabi na tak dogodek, še posebej tak resor, ki je vaš in še posebej resor, ki ga vodi gospa ministrica. Hvala za ta sprejem in čutim, da je naša prva naloga, da pravzaprav vas prepričamo, ne samo prepričamo, ampak da vas tudi pripeljamo na športna igrišča, v telovadnico, skratka na terene, kjer boste začeli gibati in s tem postali vzor pravzaprav vsem tistim, ki so zaposleni v vašem resorju. Namreč nekaj kritike je bilo izrečenih v zadnjem času na račun Slovenske vojske in morda je ravno
to področje gibanja, področje telovadbe, področje športnih aktivnosti, tisto, s čimer bi lahko kompenzirali morda primanjkljaj, ki je povezan, domnevam, s primanjkljajem finančnih sredstev. Namreč ne morem si predstavljati slabo pripravljenega vojaka, ki ne bi imel psihofizičnih sposobnosti in lastnosti na ustreznem nivoju, namreč nobena tehnologija, niti tehnika, seveda brez tovrstnih sposobnosti vojakov ni smiselno uporabljena. Vsaj tako kažejo izkušnje izpred teh obdobij preteklih, neljubih, seveda, ki ne bi želeli, da bi se ponovili. Ta filmček, ki smo ga skupaj naredili z vami, predstavlja vadbo na delovnem mestu. Želeli bi z njim pomagati vsem, ki so pripravljeni pristopiti na to pot. Seveda pa ta zgodba ni stara, še zdaleč ne. Namreč že pred 40 leti smo se na Fakulteti za šport učili oziroma pomagali uvajati tako imenovano rekreacijo v delovne organizacije, vključno s tako imenovanimi 5 in 10 minutnimi športno-rekreativnimi odmori. Že takrat je stroka, pa tudi znanost dokazala, kakšni vse so učinki na človeka. Ne govorim samo seveda o zdravju, govorim zlasti o dobrem počutju, o povezanosti med ljudmi, o razvoju osebnosti, o njihovi povečanju ustvarjalnosti. Tako da je pravzaprav samo vprašanje politične volje in odločitve, ali tak sistem podpremo, ga seveda tudi ustrezno materialno kvalificiramo in potem se s temi aktivnostmi začnemo ukvarjati. No, danes je 40 let potem se začnemo razmišljati o tem in pravzaprav prepričevati svoje kolege in vse tiste, ki delajo, da je to tisto, kar je pomembno za učinkovit in ustvarjalen delovni proces. Tisti, ki delajo v pisarnah, tisti, ki delajo v administraciji, da ne govorim seveda o tistih, kjer je telesna aktivnost sine qua non njihovega poklicnega ustvarjanja in delovanja, to so pa vojaki. Mi se trudimo tudi na področju zdravstva pravzaprav prepričati kolege in pa seveda v prvi vrsti oblast, kako je gibanje za človekovo ustvarjanje pomembno in kako je pomembno za njegovo zdravje in koliko manj bi seveda država potrebovala investirati v zdravstvo, če bi investirala več v šport. Je pa seveda res, da vsakešni aktualni oblasti vedno ugajajo tisti učinki, ki so vidni takoj. Učinki našega delovanja so pa vidni seveda še čez nekaj let, morda desetletij, morda generacij. To je pa seveda tisto, čemur nihče oziroma redka vodstva namenjajo dovolj sredstva in pozornosti. No, mi se bomo z naše strani, torej strokovne strani, tudi z raziskovalne strani prav gotovo ustrezno angažirali, da bomo pripravili takšne programe, ne samo športno-vzgojne, tudi ergonomske, zato da bi ustvarjali skupaj z vami boljše pogoje za vaše delavce. To čutimo tudi kot našo odgovornost. Hvala. Tako, uvod smo izčrpali in da pridemo kar na delovno predavanje. In sicer bi povabil profesor dr. Majo Dolenc, da nam predstavi vloga in pomen gibanja. Lepo pozdravljeni, no da ste imeli že prvo vajo. Vstanemo, usedemo. Torej, jaz vam bom povedala nekaj o gibanju, o pomenu gibanja in pa predvsem o pomenu vadbe na delovnem mestu. Že prej smo slišali malo polemik na tole sliko. Najpomembnejši razlog, zakaj smo mi v današnjem času telesno dejavni, je skrb za zdravje. Je pa dejstvo, da smo pa včasih v preteklosti bili bistveno bolj aktivni že pri vsakdanjih opravilih. In pač na nek način neki posebej usmerjene telovadbe takrat niti nismo izvajali oziroma je imela manjši učinek.
No, zdaj v današnjem času pa mi veliko dela opravimo sede, nismo več toliko vključeni, se pravi, nimamo takih vsakdanjih obveznosti, da bi mogli ne vem kako težko telesno delo upravljati. Večina poklicev se pač dogaja pač v nekem sedečem poklicu in zaradi tega ima gibanje toliko pomembno vlogo. Mi živimo v družbi, kjer je sedeč način življenja neka stalnica. To pa zelo škoduje našemu zdravju, tako telesnemu kot duševnemu. In če bi izpostavila jaz 3 najbolj ključne negativne posledice, ki jih ta današnji način življenja prinaša, bi jih lahko nekje strnila v 3 točke. Na prvem mestu premalo gibanja, preveč sedenja, tako v službi kot v prostem času. Povprečen človek presedi do 10 ur dnevno. Na drugem mestu prehrana. Mi preveč jemo in pa napačno jemo. Vsak drug odrasel Slovenec ima prekomerno telesno težo. Bolezni srca in ožilja so na prvem mestu, če gledamo vzroke za prezgodnjo umrljivost. In pa na tretjem mestu je pa stres. Se pravi, vsakodnevna podvrženost stresnim situacijam. In gibanje oziroma zdrav, aktiven življenjski slog moramo gledati v luči tega, da je v bistvu kot neka protiutež za vse te dejavnike, recimo sploh za te 3 ključne dejavnike. Zakaj? Ker nam pomaga ohranjati in pa izboljšati zdravje. Zdravje je pa vrednota, ki si jo mi vsi želimo. Mi vsi želimo, da nas nič ne boli. Mi želimo biti bolj sposobni, bolj močni, bolj vzdržljivi, bolj gibljivi. Želimo se bolje počutiti. Želimo imeti več energije, boljši imunski sistem, ne nazadnje želimo lepše izgledati. In tukaj se potem pojavi vprašanje, kaj in koliko smo za to pripravljeni narediti. Dejstvo je, da smo ljudje, ne mi zameriti, ampak na nek način lena bitja. Namaramo sprememb, nočemo nekaj, da nam podre tisto vsakodnevno rutino. Najrajš bi se jutri zjutraj zbudili fit, lepi, sposobni in bi bilo to. Ampak žal ne gre, žal je sprememba življenjskega sloga težka in je pač za zdravje treba tudi nekaj narediti. Da pa v res vsi to želimo, se pravi, da imamo neke pomanjkljivosti, kažejo tudi številni podatki. Mi smo v bistvu, oziroma tako bom rekla, Slovenci se soočamo z veliko težav, predvsem v predelu hrbtenice. In verjemite, sedeč način življenja v bistvu pripomore tudi k tem, da se že tudi v zgodnji starosti, bomo rekli, ljudje s tem soočamo. Tukaj so podatki. Vsak drugi odrasel Slovenec ima težave v predelu vratu, ramen, križa, skratka hrbtenice. Naslednja zadeva, ki tudi v bistvu odgovarjamo, oziroma se strinjamo, da smo pod stresom. Se pravi, stresne situacije, hiter način življenja ravno tako škoduje našemu zdravju. In na prvem mestu so obremenitve na delovnem mestu, se pravi, najpogostejši vzrok stresa. Tako da moramo gibanje oziroma vadbo na delovnem mestu gledati tudi v luči tega. Se pravi, že v kratkih rekreativnih odmorih mi lahko zelo veliko naredimo za izboljšanje tega stanja. Kaj in pa koliko moramo delati? Se pravi, neka vadba za zdravje mora imeti 3 sestavine. Prva je vadba za aerobne sposobnosti. To je tisto, tista naša priljubljena telesna dejavnost, ki jo nekje izvajamo enkrat, 2-krat ali pa večkrat tedensko. To je tisto ponavadi, ker gremo ven, ko hodimo, tečemo, kolesarimo, plavamo. To je rdeča nit naše dejavnosti, vendar samo to je premalo. To je bilo lahko mogoče dovolj pred 20 leti, v zadnjem desetletju se pa pač kaže, da je samo taka vadba premalo in da pa ima premalo učinkov na naše zdravje. Ker to je vadba, ki daje impuls srčno-žilnemu pa dihalnemu sistemu. Mi rabimo pa še točno določene vaje, ki bodo imele malo bolj lokalni učinek. Ker mi smo si v bistvu zelo pokvarjali učinkovitost našega gibanja s tem, ko preveč sedimo. Pomeni, da moramo poleg vadbe za aerobne sposobnosti zraven vključiti nujno tudi vadbo za moč in pa vadbo za gibljivost. Še pred desetletjem se o tem ni nič kaj dosti govorili, niti se ni priporočali, če bi gledali neka splošna priporočila vadbe za zdravje.
Sedaj pa ja, 2-krat na teden, vaje za moč in pa vaje za gibljivost točno usmerjene v predele telesa. Zakaj? Zaradi tega, ker so iz našega vsakdana začela izginjati določena gibanja, ki nas opredeljujejo, človeka, gibanje v prostoru. In če mi tega ne delamo potem niti v prostem času, se pravi ne delamo pri vsakdanjih opravilih in potem tega ne vključimo niti v tisto našo telovadbo, razvijamo določena nesorazmerja v sklepih, z vidika moči, z vidika gibljivosti. Posledice so pa bolečine, razne težave in pa lahko na daljši rok potem tudi obrabe. Kar pomeni krepilne vaje, raztezne vaje vključiti v svojo telovadbo. In zelo dobro se to da narediti seveda tudi na delovnem mestu. V takih, bomo rekli, kratkih rekreativnih odmorih, kjer izbereš točno tiste vaje, da pač deluješ na dele telesa, ki so na nek način pozabljeni. Samo na kratko, katera gibanja človek sploh izvaja s svojim telesom, končinami in pa kateri so zdaj tisti gibalni vzorci, ki jih nimamo več. Prej smo rekli hoja, tek, kolesarjenje, ja, to so pač neka gibanja, premikanja telesa v prostoru, to je rdeča nit. Potem imamo pa raztezne krepilne gimnastične vaje, ki jih pač izvajamo v obliki nekih gibalnih vzorcev. In kaj človek dela, če pogledamo analizo od zgoraj navzdol? Z rokami nekaj lahko potiskamo ali pa vlečemo. To lahko delamo v vodoravni smeri ali pa v navpični smeri. To so 4 gibi, ki jih delamo v predelu rok in ramen. V predelu trupa se mi lahko upogibamo, iztegujemo, bočno upogibamo ali pa sučemo, kar pomeni 4 gibe v predelu trupa. V predelu nog imamo na nek način potiske z nogami, oziroma, če malo bolj natančno rečemo, noge iztegujemo, krčimo, odmikamo in pa premikamo. In vse to bi mogli imeti vsak dan, se pravi zajeto v vsakdanja opravila, če pa slučajno česa ni, pa potem to vključiti v telovadbo. Kakšno je pa realno stanje? Česa od teh gibov mi največ delamo dnevno? Gibov z nogami. Ja, hodimo, tečemo, gremo po stopnicah in tako naprej. Česa delamo pa najmanj? Gibov z rokami. In katerih gibov? Poglejte, gor, se pravi, da nekaj težkega dvigneš gor, razen dober, kakšen krožnik pospraviš, ampak to so premajhne obremenitve. Potegov dol. Tipično gibanje oziroma gibalen vzorc, ki je izginil tudi pri naših otrocih, je to vlečenje navzdol, plezanje ni več. Vlečenje nazaj. In ta gibanja, če zdaj pogledate gor, dol, k sebi, so gibanja, ki aktivirajo muskulaturo hrbta, zgornjega dela hrbta. In lahko kar naredimo enačaj, je enako zelo možne težave v predelu vratu oziroma hrbtenice, ker imamo to muskulaturo šibko. Tudi nekih iztegov oziroma dvigov trupa ne delamo dovolj. Mi se na nek način obnašamo, kot da tisti, ki vidimo v ogledalo, spreden del telesa je naš, tisti zadaj pa ni naše. Zato iz te analize oziroma z teh gibov, ki nam jih manjka, dobimo nekaj izhodišča za vadbo na delovnem mestu ali pa pač tudi neko splošno telovadbo, kaj vključiti, da nas ne bo nekaj bolelo, ker to je itak tista prva stvar, ki si jo želimo. No, zdaj pa na te pozabljene vzorce dodajmo še naše sedenje. Kar obsedite, tako kot ste, nič se premikati zdaj. Pa naredimo analizo, kako mi sedimo. Čist pasivno, ne se zdaj popravljati, pa rame nazaj. Takole sedimo. A ne? Ali pa še po možnosti takole. Vrat gor in te mišice od zadaj imamo zakrčene, ker gledamo v ekran. Dobro, naši otroci so takole v glavnem, ker se je pokazali čez nekih 10 let, da je verjetno še slabš, ampak tako smo. Rame imamo obrnjene naprej, kar pomeni, da imamo zakrčene mišice prsnega dela hrbtenice,
V kolku smo upognjeni, imamo zakrčene mišice v kolku, noge so skupaj, zakrčene mišice notranje strani stegen, kolena skrčena, zakrčene mišice zadnje strani stegen in to so predeli, ki jih je nujno treba raztezati. Kar pomeni, povečati moramo gibljivost v teh sklepih oziroma raztegljivost teh mišic. In iz tega izhaja potem izbor razteznih vaj pri neki telovadbi. Kaj pa je z mišicami oziroma predeli telesa, ki so tem mišicam nasprotni? Tiste je treba pa krepiti. Če imamo mi rame obrnjene naprej, ja, raztezati prsni del, odpirati prsni koš, vendar zadaj oblopatični sklep je treba pa krepiti, ker smo tle sključeni, hrbet, krepiti mišice, da bomo imeli pokončen položaj. Ker veste, kaj se zgodi takole, ko si nagnen naprej. Zelo veliki pritiski so na ledveni del hrbtenice in pa vsa teža se prenaša preko pasivnih struktur. Mišice sploh niso aktivne. Če bi zmerali, bi videli, da je aktivnost obhrbteničnih mišic nič. Mi moramo pa ohranjati pokončen trup, da se pa dvigante, pokončen trup in pa naravne krivine hrbtenice. Prej sem si malo sposodila tole marelo. Takole moramo imeti hrbet. 3 stične točke, glava ob lopaticami in pa križnica. To je pravilen položaj. Lahko si doma probate en ročaj od metle kdaj dati na hrbet. Pa na tak način potem pobrati, kaj je odstav, na tak način sedeti, na tak način se premikati. Vsi smo preveč takole in delamo grbo. Se pravi, iz teh delov pa potem sledi izbor krepilnih vaj. Krepimo zadnji del, krepimo zadnjico, krepimo zunanje stegenske mišice. Te predvsem zato, ker nam držijo stabilen položaj kolena. Ljudje, ki delajo počepe s koleni na not, izpadne korake s koleni na not, ki tečejo tako, da grejo kolena na not, imajo verjetno šibke mišice in pa slej ko prej pol tvegajo tudi kakšne težave v kolenskem sklepu. Skratka, iz te analize dobimo nabor vaj, ki jih pač je potrebno vključevati v našo telovadbo. Se pravi, zdaj, če samo na kratko povzamem, krepilne vaje 2-krat tedensko, vsaj 2-krat tedensko delati, vključiti vaje za celo telo, kjer je v bistvu vključenih več mišičnih skupin. Tisto, kar smo včasih delali, telovadbo v osnovni šoli, to so bile dobre vaje. Celo telo v vseh smereh, naprej, v stran, vzratno, v vseh ravninah. Takrat smo učinkoviti v gibanju. Mi smo pa tako ratali zelo, ne vem, usmerjeni, ozko usmerjeni in zelo poudarjamo samo eno varianto oziroma nekaj gibalnih vzorcev. Mi se gibamo samo v smeri naprej, to je samo bočna ravnina. Zdaj zunaj sneži, greš po pločniku, kje pa je rečen, da ti vzpodrsnilo v smeri naprej? Se ponavadi ne, v stran spodrsne. In če ti nimaš gibalnih vzorcev, pa močne muskulature tudi v tej ravnini, so potem lahko težave. Skratka, vaje, celo telo in s poudarkom na te mišice, kar se tiče moči. Ko govorimo o moči, nujen poudarek na stabilizacijo trupa, to je naše jedro. Mi ne moramo delati nekih gibov z okončinami, če nimamo močnega jedra. Mi imamo mišice, ki nam varujejo hrbtenico, globoki stabilizatorji, notranji, imamo zunanje stabilizatorje. Ljudje zmotno mislimo, da so stabilizatorji trupa samo te lepe mišice, ki rečemo po slovensk prema trebušna mišica. Tam gor, tista, ta prva. Od vratu do kolka so stabilizatorji trupa. Eni se bolj aktivirajo pri statičnih vajah, eni pri dinamičnih. Ampak vse je treba vključiti. Spredaj, bočno, zadaj, da smo učinkoviti in da si ustrezno varujemo hrbtenico. Mišice medeničnega dna. Zelo malo se pri telovadbah o tem govori. So pa nujne mišice, dajejo podporo organom trebušne votline, varujejo hrbtenico in pri vsaki vaji, kjer se poveča pritisk v trebušni votlini, jih je v bistvu treba aktivirati. Gibljivost smo prej rekli, raztezne vaje.
Najboljše so statične raztezne vaje, takrat se najbolj lahko poveča gibljivost v sklepu oziroma raztegljivost mišic. Zato zbiramo take vaje, ki so varne, kjer imamo ustrezen ravnotežen položaj, da mišico lahko raztegnemo. Mi še vedno delamo veliko vaj, ki so nevarne. Vaja, ko delaš predklon, pa da bi se še zibal, ni v redu. Prevelik pritisk na ledveni del hrbtenice. Bog ne daj potem še zasuke delati, ker v bistvu pogibaš hrbtenico v dveh ravninah. Vaja za prekaški set. Če nisi to imel neko ustrezno športno anamnezo, pa da si tega zelo veliko delal tudi v mladosti, boljš da ne, ker ta vaja razteguje ligamente zadnjega kolena. Hočeš pa recimo raztegniti zadnje stegenske mišice. Ni pol potrebe, da je ta noga v bistvu v nekem neanatomskem položaju sklepa. In samo še kot nek zaključek, če nam nekaj manjka z vidika moči in gibljivosti, razvijamo slab gibalen vzorec. Ne znamo počepati, ne znamo narediti sklece, ne znamo narediti izpadnega koraka, slabši smo v gibanju. In zato je treba to ravnovesje v sklepih pridobiti nazaj z ustreznimi vajami. Samo za primer, mogoče, Martina, te lahko fehtam, eno domačo nalogo, en test probajte narediti. Lahko z dežnikom, lahko z leseno palico. Ta test vam bo pokazal, če so že kje kakšne pomanjkljivosti z vidika moči in gibljivosti. Lahko ga naredite pol v pisarni ali pa doma pred ogledalom. Kaj želimo? Da takole čepite. Stopala so na tleh, trup po možnosti pokončen ali pa saj vzporeden z golenmi, roke v podaljšku hrbtenice, pa pogled usmerjen naravnost. Če se pete dvignejo, so že težave z zakrčenostjo zadnjih mečnih mišic. Če roke spredaj ostanejo, pomeni, da imate že slabo gibljivost prsnega koša. Skratka, sami se potestirajte, da boste videli, če je že kje kakšen šibek člen v vašem gibanju. Lej, mogoče se bočno postavil. Sem Martina poklicala, da nam glih jaz. Malo širši od ramen pridižnik, stopala naravnost, ja, lahko mičkan širše stopiš, sam naravnost, ok, pa se spustiš v globok čep. Evo, kaj poglejte, da je palca za linijo prstov stopal, pa pogled naravnost. Takole, ok, zelo dobro, ni še pomanjkljivosti. Sami sebe poglejte, da boste videli, da s časoma, ker veliko sedimo, mi neke pomanjkljivosti razvijemo. In to potem vodi v poškodbe, obrabe in tako naprej. Tudi kako se usedemo mi. Mi se nikoli ne usedemo tako, kot bi mogli, če hočemo delati pravi počep. Prideš, kako prideš, ko se usedeš? Meni pa še na to stran, grem z te strani. Prideš, se primeš, pa se takole lepo počas na stol usedeš. Noben od nas se ne rabi z rokam pomagati. Mi bi mogli, že ta vzorec, prideš, zdaj pa pomislite, kako se boš usedel, če imaš naravne krivine. Ne moreš se zdaj obrniti. Lahko se usedeš edin, da preneseš težo nazaj. In če bi že sam to vsakodnevno, ko sedamo pa vstajamo, prav naredili, bi že v bistvu nekaj delali za funkcionalnost gibanja. Ok, samo še za zaključek. Zavedati se moramo, da se starostna meja zaposlenih dviguje. In s starostjo pridejo številne obolenja, zdravstvene težave in podobno. Zavedati se moramo tudi, da je sedeč poklic, na nek način sedenje je prisilna drža, ki vodi do enostranskih obremenitev. In najpogostejši vzrok za bolniški stalež so v bistvu težave s kostno-mišičnim sistemom. In te se da ustrezno umiliti, če ne zelo, tudi čist preprečevati z ustrezno telesno vadbo. In zato v bistvu neka vadba na delovnem mestu je zelo dobrodošla. Ne samo zato, da se jo ljudje boljš počutili, lahko popravi določene gibalne vzorce, manj bolniškega staleža, manj težav s kostno-mišičnim sistemom, boljše razpoloženje, boljše počutje ljudi. No in te vaje, to, kar smo mi v bistvu
zdaj tlele prikazali, smo mi zapakirali v take kratke sklope, ki ste jih prej že eni uspeli na tem filmčku videti. Tako da vse tisto, kar nam manjka, vse tisto, kar imamo slabo, je v bistvu združeno v neke vaje, ki jih lahko izvajaš v pisarni. Ne rabaš imeti dragih rekvizitov, ne rabaš imeti ne vem kakšnih pripomočkov. Rabaš dežnik, leseno palico, mizo, stol, še kakšne plastenke z vodo, ki predstavljajo uteži in v bistvu lahko zelo veliko naredimo za zdravje že med delovnim časom. Hvala. Hvala lepa. Nadaljujemo z naslednjim predavanjem, in sicer docent dr. Vedran Hadžić z predavanjem preprečevanje mišično-skeletnih poškodb pri pripadnikih Slovenske vojske. Lep pozdrav, še v mojem imenu. Zdaj, hvala Maji za enkratno predavanje. Verjetno, če bi se držali teh napotkov, jaz ne bi imel kaj predavati. Pri tem, ker funkcionalna vadba, pametna vadba je tista, ki dejansko lahko prepreči mišično-skeletne poškodbe. Pa hvala, da zbrala Martina, ne mene, da kažemo pravilen gibalni vzorc. Hvala tudi vsem pripadnikom Slovenske vojske, ki so sodelovali in še vedno sodelujejo v enem projektu, ki ga izvajamo skupaj s Fakulteto za šport. Dejansko si res prizadevamo, da za tiste, ki opravljajo tako častno delo, naredimo vse, da vsa svoja znanja uporabimo z namenom, da res manjšamo število poškodb, da ta svoj poklic lahko opravljajo še naprej in varno, kakor se le da. Namreč, ko govorimo o delovnem mesto vojaka je pa zelo pestro. Verjetno eno najbolj pestrih poklicev, kar je lahko, ker vključuje mirnodobske, pa tudi seveda bojne naloge in seveda vojak v svoji življenjski dobi in na delovnem mestu mora upravljati najrazličnejše naloge. In seveda, če gledamo spekter nalog, ki jih je potrebno opraviti, je potrebno imeti določene psihofizične zahteve, izpolnjevati določene psihofizične zahteve, da te zadeve lahko res opravimo. Zdaj, predpogoj za vse je vsekakor zdravje. Se pravi, da imamo vojaka, ki je zdrav, da lahko te stvari potem počne. Potem je tu, bi rekel, ta psihični del, pozitivne miselnosti, odločnosti, ki je potrebna in seveda na to še ta fizični del, ki vključuje telesno vadbo oziroma kondicijsko pripravo, ki vključuje vse te komponente, o katerih je Maja prej govorila. O aerobni vadbi, ker je mogoče potrebno poudariti, da tudi mora biti zadostne intenzivnosti, se pravi dovolj velika intenzivnost, ki bo dovolj dvignila srčni utrip, se pravi, da je lahko učinkovita, mora vključevati vaje za moč in jakost, se pravi, da pridobimo na mišični masi, da lahko v bistvu imamo potem tudi druge parametre, kot je hitrost, kot je koordinacija, da lahko v bistvu to zadevo na koncu izkoristimo in to je tisto, čemur danes rečemo nevromišična vadba v tem segmentu. In seveda, to ni nič novega, se pravi, zaveščenost v tem segmentu je zelo izrazita in tudi pravila službe v Slovenski vojski narekujejo, torej imajo direktivo za vojaško kondicijsko vadbo in 60 minut vadbe na dan je dnevno predvideno za pripadnike Slovenske vojske v različnih oblikah aktivnosti, torej z namenom izboljšanja in razvoja gibalnih sposobnosti. V ta namen se seveda tudi te gibalne sposobnosti redno in letno preverjajo v testu preverjanja gibalnih sposobnosti. Mi danes vemo, da ta test vključuje tek 2400 metrov, vključuje sklece in vključuje število dvigov trupa. Zdaj, če se ozremo na tisto, kar je Maja prej govorila, dejansko ta test gibalnih sposobnosti ali pa Army Physical Fitness test, to, kar uporabljajo torej vse članice NATO, praktično imajo identičen nabor testov, ki je izbran za ta segment, testirajo tiste sposobnosti, ki pa niso ključne za funkcionalno zmogljivost. Testirajo točno tisto mišične skupine, torej, ki so spredaj, ki jih vidimo, ki jih v bistvu nekako intuitivno večina nas razvija, brez da bi pomisli, kaj pametno, se pravi, kaj bomo s tem naredili. En zelo dober primer, ker smo z našim testiranjem uspeli ugotoviti, slovenski vojaki dosegajo izjemno dobre rezultate pri številu sklec, ki jih opravijo. Vendar, če jim majčkeno obrnete nalogo, pa namesto sklec
ker se morajo potisniti, date to nalogo, da se morajo povleči, se pravi, da namesto push-upa naredijo pull-up, boste videli, da je situacija bistveno drugačna. Povprečna vrednost je 4 dvige. Glih toliko, da vas sprejmemo, to je minimum za sprejetje na fakulteto za šport. Zdaj, junija imamo sprejemne postopke, se pravi, minimum so 4 dvigi iz popolnoma stegnjenega položaja. Ne. Se pravi, to je povprečje, ki smo ga z meritvam pokazali v bistvu pri Slovenski vojski, kar je seveda malo. Zdaj, kje je problem? Problem je v tem, da če mi imamo nek specifičen test, od katerega je naša služba odvisna, ker vojak mora doseči določeno število točk, da lahko ima passing score, da lahko v bistvu rečemo, da je to v redu, seveda je za pričakovati, da vojaki znotraj tistih 60 minut obveznih trenirajo z namenom, da točno te zmogljivosti izboljšajo. Danes je veliko spraševanja tudi o tem, a je število dvigov trupa res pameten test, ker v bistvu bolj povzroča bolečine v križu, kakor da naredi karkoli, da bi jih preprečil. Se pravi, razvija fleksijsko, upogibalno muskulaturo trupa, to so bolj mišice za na plažo, da se vidi razkoš, kakor mišice, ki so pa odgovorne za to, da stabilizirajo trup, da skrbijo za to, da nimamo bolečin v križu. Torej, pomen mišično-skeletnih poškodb je izjemno velik. To je knjiga, ki je šla v zelo veliki založbi leta 2013, mišično-skeletne poškodbe v vojski in seveda zelo dobro opredeljuje, da mišično-skeletne poškodbe, se pravi poškodbe gibal, nastajajo med vsemi temi aktivnostmi, nalogami, ki jih vojak opravlja. Med vsakodnevnimi nalogami, med bojnimi nalogami in seveda tudi med kondicijsko vadbo. Se pravi, če je vojak 1 uro dnevno aktiven, je izpostavljenost in možnost, da si zvine gleženj, bistveno večja, kakor pri nekomu, ki cel dan presedi. Vi boste na dolgi rok tisti, ki sedijo, imeli težave zdravstvene in bolečine v križu in slabo telesno držo, to, kar je Maja govorila, ampak izpostavljenost poškodbi je seveda večja, kolikor ste aktivni. Zdaj, koliko je to velik problem, ne? Se pravi, tudi NATO je organiziral v bistvu raziskovalno skupino, ki se ukvarja s Human Factors in Medicine Panel. Slovenija je članica, jaz sem imel v bistvu to možnost, da Slovenijo v tem segmentu predstavljam. Zaenkrat smo imeli prvo srečanje v Parizu, zdaj 8. 9. marca imamo novo srečanje v Portonu v Združenem kraljestvu in to, kar smo zbrali, so podatki o prevalenci mišično-skeletnih poškodb. 13 do 50% odvisno od, se pravi, odkot podatki prihajajo. Takole izgleda njihova spletna stran, tudi slovenski podatki so vključeni v bistvu v to osnovno poročilo NATO. Jaz bi se zahvalil dr. Larisi Pograjc, dr. Mojci Videnič, ki sta nam dali možnost v bistvu fakulteti za šport oziroma meni, da sodelujemo na tem projektu, se pravi kot predstavniki Slovenije in da naše izkušnje dejansko prikažemo. Tisto, kar je zelo pomembno, je to, da smo ugotovili, da naša miselnost, da to, kar mi vemo o vadbi in način, kako pristopamo k tej problematiki, v bistvu presega neko povprečje NATO. Mi smo praktično bili edini, ki smo prišli s konkretnimi podatki. Samo ZDA, zapravo govorimo o evropskih članicah, samo ZDA in Kanada so imeli direktno podatke o prevalenci, med njimi tudi Slovenija v bistvu s temi podatki, ki jih bomo tudi danes predstavili in pogledali, kakšna je v bistvu velikost tega problema pri nas. Namreč, jaz bi se zahvalil tudi oddelku za varstvo in varstvo pri delu, ki nam je priskrbel te podatke, se pravi, da lahko te zadeve poročamo. Tole so podatki o 10-letni prevalenci poškodb gibal pri pripadnikih Slovenske vojske. Približno 5% vojakov se vsako leto poškoduje med izvajanjem kondicijske vadbe, med tisto obvezno 1 uro znotraj tega. Najpogostejše poškodbe znotraj tega so pa poškodbe gležnja in kolena. Koleno približno petino, gležnja skoraj četrtino v bistvu vseh poškodb. Torej, vemo, kje so največje težave med kondicijsko vadbo, vendar te poškodbe, ki nastajajo, so samo majhen delež vseh mišično-skeletnih poškodb, ker če pogledamo podatke o vseh poškodbah, je pri nas v letu 2016 prevalenca bila 48,8. Skoraj vsak drug vojak je imel vsaj eno težavo z gibali. Torej, ne vezano s kondicijsko vadbo, ampak vezano z vsemi težavami, v bistvu, ki so pri tem prisotne. Skratka, gre za zelo velik v bistvu problem in tudi NATO kot takšen se v bistvu zaveda te problematike in se poskušajo najti načini, kako med članicam izboljšati to situacijo in zmanjšati število teh poškodb. Seveda, če to želimo narediti, moramo najprej imeti prevalenčne podatke, da vemo, koliko je velik nek problem,
potem pa moramo vedeti nekaj o dejavnikih tveganja. To je običajno drug korak, da znamo v bistvu te preventivne ukrepe na ustrezen način usmeriti. In tudi analize, ki smo jih delali, so nam omogočile nekaj v bistvu teh vpogledov. Daleč največji dejavnik tveganja je prejšnja poškodba. Namreč tisti, ki so imeli določene težave, imajo zelo veliko verjetnost, 13krat ali 27krat večjo možnost, da znova utrpijo identičen problem, kot so ga imeli v preteklosti. To je prva zadeva pri presejanju, zaradi tega, ker v bistvu zmanjšava število vseh. Torej, vemo, kdo je ogrožen, tisti, ki so imeli poškodbe. Tole so naši podatki za poškodbe kolena v letu 2016. Se pravi, od tistih, ki so imeli prejšnjo poškodbo, jih je bilo 71 na tistem reprezentativnem vzorcu, ki smo ga zbrali, 32 jih je že imelo prejšnjo poškodbo. Se pravi, delež teh v primerjavi z deležom teh, ki so bili poškodovani, pa nikoli prej niso imeli poškodbe kolena, je bil statistično značilno različen. Torej, to je daleč največji dejavnik tveganja in velja za vse poškodbe. In poškodbe rame, in bolečine v križu, in zvid gleženj, in koleno, katerokoli poškodbo zberete, to na prvem mestu. Dodatne ugotovitve. 3,5krat večja ogroženost za bolečine v križu, za prevalenco bolečin v križu pri kadilcih, ne glede na spol. Izpostavil bi ta problem, da je delež kadilcev v Slovenski vojski večji, kot je slovensko povprečje. Pri moških 35%, slovensko povprečje je 25%. Se pravi, gre za problem, ki je znan tudi v drugih vojskah, ampak gre za zadevo, kjer je ozaveščanje potrebno dvigati. Ne samo splošno znani negativni učinki kajenja, ampak tudi ti učinki, ki so neposredno vezani tudi z bolečinami v križu. In zanimivo, en parameter, ki smo ga spremljali, količina spanca. Vse študije, ki so preučevale količino spanca pri vojakih, poročajo, da je 7 do 8 ur spanca nujno potrebno v bistvu za normalno funkcioniranje, za ohranjanje telesne pripravljenosti in tudi bojne pripravljenosti v tem smislu. Tisti, ki spijo manj kot toliko, so dejansko bili bolj ogroženi in za bolečine v križu in za poškodbe ramenskega sklepa, ker če ti z roko moraš delati, običajno delaš nekaj natančnega, če nisi dovolj naspan, dejansko izvajanje takih nalog, ki zahtevajo preciznost, je lahko v bistvu problematično v tem segmentu. Skratka, to so neki dejavniki tveganja, ki smo jih na slovenskem vzorcu uspeli v bistvu ugotoviti in pokazati v tem segmentu. Še nekaj dodatnih ugotovitev. Na tej strani imate v bistvu vprašanje je bilo, kolikrat na teden izvajate trening moči. To je bilo vprašanje za slovenske vojake in tole so odgovori. Pri moških 37%, pri ženskah 9%. Ko smo pa spraševali, katera je pa najbolj priljubljena oblika aktivnosti, ki je to kondicijsko vadbo izvajate, tle imate zadevo prikazano. Tek daleč na prvem mestu, potem pri moških nogomet, fitness so tile. To, kar jih je bilo prikazani kot tole, so tisti, ki se ukvarjajo s fitnessom. Potem so pa različne panoge, manjša je črka, manjša je pogostost tega v bistvu bila prikazana, ampak gre torej za zelo velik problem, ker potem, ko smo gledali tudi parametre telesnih zmogljivosti, v odvisnosti od tega, treniram za moč ali ne treniram, so praktično vseh parametri bili slabši. Kar je nekako logično, zaradi tega, ker v bistvu ne moreš pričakovati, da boš vse te naloge opravljal, če nimaš dovolj moči. Zdaj, kakšna je preventiva? Kako zdaj preprečevati? Kaj smo se naučili iz tega, kar počnemo že nekaj časa? Jaz bi se tudi svoji raziskovalni skupini zahvalil Bogdanu Kovčanu, dr. Vodičarju, Primožu Porju, ki ga ni, tistimi, ki so z nami sodelovali, tudi 20. pehotnem polku Slovenske vojske iz Celja, se pravi vsem tistim, ki so sodelovali pri tem, da smo dobili neke podatke, da jih lahko v bistvu prikažemo. Torej, vojaki s prejšnjo poškodbo, to je prva zadeva, kadilci in tisti, ki premalo spijo. S 3 vprašanji lahko dobimo tarčno populacijo, pri kateri v bistvu moramo izvajati to preprečevanje. Cilji so zmanjšati poškodbe kolena, gležnja in križa. To je tisto, česar je največ. Se pravi, da se ne ukvarjamo z minornimi težavami, da se ne ukvarjamo z nekim drevesom v gozdu. Vemo točno, kje moramo usmeriti v bistvu preventivo in to nam je pomembno za nabor preventivnih vaj. Se pravi, kam usmerjamo naše aktivnosti znotraj tega. Kakšna so možna sredstva, da ta cilj uresničimo? Se pravi, prvič, kot eno pomanjkljivost, kar smo opazili, manjka ocena telesne sestave ob testu gibalnih sposobnosti. Izkazalo se je, da okrog 11% vojakov ima tudi debelost, ne prekomerno telesno maso, debelost z indeksom telesne mase nad 30.
tega nikoli mi ne moramo pripisati samo temu, da ima toliko mišične mase. Če imaš nad 30 body mass index, si ziher v območju debelosti. Jaz še lahko shajam kot tisti s prekomerno težo, ne, čeprav se počutim debel, ne, se pravi, to je razlika v tem. Torej, mogoče dodati določene teste, ki bi bolj bili usmerjeni v to funkcionalne značilnosti, to, o čemer je Maja govorila, da bi znali testirati še tiste segmente, ki s PGS na nek način v bistvu ne pokrijemo. Mi smo predlagali eno testno baterijo, dodali smo skok, dodali smo test ravnotežja, test dvigov trupa, test za zadnjo ložo stegna, ta je zelo problematična, v bistvu in test za mišice trupa. In prve ugotovitve kažejo samo to, da tale test ravnotežja ni tako dober, zaradi tega, ker v bistvu slabo ločuje med zmogljivimi in ne, prelahek test smo zbrali, mogli smo pa zbirati med tem, kar je enostavno izvedljivo, pa med tistim, kar je v bistvu nam nekaj o nečem pove. In druga ugotovitev, test pull-upov je pa v bistvu zelo dobro zbran, ker število dvigov je bilo izjemno majhno in tu lahko naredimo ogromne v bistvu izboljšave. Druga zadeva, ne, se pravi, kako izboljšati stanje. Izboljšati ergonomijo gibanja, ne, se pravi, naučiti, kako pravilno počepati, kako pravilno izvajati neke gibalne naloge, ki jih mora opraviti. Vojak vsakodnevno dviguje težko breme, ne, se pravi, prestavlja ga z enega mesta na drugo, se pravi, ima ogromno nalog, ki jih na nek način mora opraviti in ta paradigma, ne, da zmanjšanje trenažnega bremena je rešitev, je napačna. Vse študije, ki jih zdaj poznamo, ne govorijo o tem, dajmo zmanjšati breme, pa ne bo poškodoval. Dajmo vsi sedeti, pa se noben ne bo poškodoval. Ne. Se pravi, to je ta logika, ki smo imeli, tu je medicina odgovorna. Tu smo na medicinski strani naredili največ napak, ker smo vedno tako, ko nismo vedeli, kaj početi z ljudmi, smo rekli, dajte počivati en teden, pa mogoče boljše. Nikoli nobenemu ni bilo boljše od počitka. Počitek je dejansko kot takšen lahko tudi škodljiv. Samo v določenih izjemnih primerih lahko v bistvu to zadevo na nek način svetujemo. Ampak trenirati bolj pametno in boljše, izbirati prave vaje, je to, čemur mi pravimo ergonomija gibanja. Ne? Se pravi, dajmo jih naučiti, da te zadeve znajo narediti na takšen način, da razvijajo tiste telesne značilnosti, ki bojo povezovali z zmanjšanjem poškodbe. In to je tisto, kar lahko v bistvu naredimo. Kam dati te vaje? Ja, znotraj tistega, kar je že predpisano, znotraj tiste 1 ure, ki jih morajo izvajati. Ne? Se pravi, to je najbolj enostavno, najbolj intuitivno. Nekaj, kar vsakodnevno počno, nekaj, kar vsak dan morajo praviti in tu se da vključiti v bistvu torej razvoj specifičnih gibalnih sposobnosti, ki bojo pomagale v bistvu tudi preprečiti poškodbe, istočasno bojo pa dvignile tudi telesno zmogljivost in tudi bojno pripravljenost, ker tu je tudi dosti govora znotraj tega. Naš projekt je v bistvu randomizirana klinična študija, registrirana ClinicalTrials.gov, se pravi, to je mednarodna organizacija, ki skrbi za to, v bistvu, da so zadeve narejene tako, kot morajo biti, da je vse transparentno. Jaz bi se tudi generalštabu Slovenske vojske zahvalil, ki je dal odobritev za tako študijo, ne, se pravi, da lahko počnemo te stvari, ki jih počnemo. In zadeva je izgledala tako, torej, imeli smo 2 roki, torej eksperimentalno in kontrolno, implementirali smo 15-tedenski program vadbe, ki se je izvajala 2-krat na teden, se pravi, vključevala je 30 minut pametne vadbe, ki je bila v bistvu narejena tako, da je imela še 15 minut specifičnega ogrevanja, 15 minut ohlajanja in umirjanja in potem smo v bistvu preverili, kakšna je zmogljivost bila prej pa potem. In to so prvi rezultati, ne bomo šli v podrobnosti, tole so v bistvu razlike znotraj skupine med začetno in končno vrednostjo in tole so razlike med skupinami, kjer smo pokazali, da je ta program pametne vadbe, ki je zelo enostavno bil implementiran, ki ni bistveno posegal v vojakovo rutino, ne, ker je pač samo spremenili smo 2-krat na teden tisto, kar sicer počne. Ne, se pravi, naučili ga, kako bolj pametno izvajati. Program je bil učinkovit, tam, če ste gledali, za 30% smo določene parametre v bistvu izboljšali in dvignili smo to funkcionalno zmogljivost. Ostaja samo še vprašanje, kakšen je bil vpliv na pojavnost poškodb v letu 2017. Teh podatkov zaenkrat še nimam. Še ne morem povedati v bistvu, koliko smo bili učinkoviti v tem segmentu. Namreč, preprečevanje poškodb poteka v teh 4 korakih. Vemo, kakšna je incidenca in prevalenca, ker smo jo preverili. Preučili smo dejavnike tveganja v bistvu na naši populaciji in tudi smo izdelali program preventivne vadbe. Edino, kar ne vemo,
je kakšna je učinkovitost tega programa, ker zaenkrat šele januarja smo dobili v bistvu te podatke in je še v fazi statistične obdelave, v bistvu, da bomo znali povedati točno, a smo ali pa nismo učinkoviti. Zdaj, česa si mi želimo, ne? Se pravi, želimo si, da in upamo, da s tem izobraževanjem, se pravi, pripadnikov Slovenske vojske ta znanja prenesemo v prakso in si upamo, da bojo oni znali prenesti to v bistvu na tisti segment med vojake, torej pripadnike Slovenske vojske, da bojo znali v bistvu preprečevati in zmanjšati število poškodb v Slovenski vojski. Hvala. Evo, smo pri zadnjem današnjem predavanju. Z nami je predstavnica Fakultete za zdravstvo, dr. Katarina Kacjan-Žgajnar, ki nam bo predstavila ergonomija na delovnem mestu. Lepo pozdravljeni, torej še v mojem imenu. Prihajam iz zdravstvene fakultete in se zahvaljujem gospodu Petru Buhincu za povabilo. Namreč želela bi vam pokazati pa še en drug aspekt, ergonomija na delovnem mestu. Precej vas je tukaj tudi takih, ki imate sedeče delovno mesto. In kot je že povedala gospa Maja, v povprečju sedimo nekje 10 ur dnevno. Res je bila narejena tudi ena raziskava v Sloveniji, kjer je približno 700 zaposlenih, ki imajo sedeče delo, izpolnjevalo eno anketo, torej sedimo, ko vstanemo, a ne se že usedemo za zajtrk. Gremo v avto, se spet usedemo, pridemo na delovno mesto, se spet usedemo. Gremo na kosilo, se spet usedemo. Potem si morda vzamemo še kakšen odmor, pa gremo s kolegom na kavo za 10 minut. Običajno sede. Pot domov spet sede. Doma, pred televizorjem ali pred računalnikom ponovno sede. In mi smo ugotovili, da dejansko so te številke nekoliko višje. 11 ur dnevno tisti, ki so na takih, tudi na vodilnih položajih, sedijo na delovni dan. Tako da je pametno, da se zamislimo, na kakšen način bomo delovali in kako pravzaprav lahko pomagamo že na samem delovnem mestu. Vsebina tega predavanja sem si jaz zamislila, da vam morda nekaj povem o ergonomiji sami. Ne vem, če sploh poznate ta termin, morda ga vsi poznate. Sem prepričana, da kolegi iz Fakultete za šport imajo v malem prstu, kaj to pomeni. Ne vem pa, če tudi vi veste, kaj pravzaprav to pomeni. Rada bi vam predstavila še eno raziskavo, mogoče, da pogledamo, kako je na vašem delovnem mestu in neke morebitne rešitve, da pogledamo. Zdaj, tukaj imamo en tak primer, kaj pravzaprav je ergonomija. Očeta boli, v križu seveda otrok niso naredili tako velikih, da ne bi rabo takole biti sklonjen na začetku, ko otroka pelje na sprehod. Ampak, če si pogledamo to definicijo o ergonomiji, torej pomeni, da poskušamo proučiti delovne obremenitve in iščemo razbremenitve na delovnem mestu. Takrat, kadar neke te obremenitve povzročajo kakšne bolečine nam ali celo prekoračujejo tolerančno mejo. Cilj ergonomije je, da prilagodimo delo, delovna sredstva in tudi delovno okolje, tako psihičnim kot tudi telesnim značilnostim človeka. Tukaj spodaj imate zabeleženo, kaj pravzaprav vse zajema ergonomsko delovno mesto. Zajema fizikalne dejavnike, torej, da na delovnem mestu nimamo prepiha, da imamo primerno temperaturo, da ni prehrupno, da imamo dovolj svetlobe. Potem so kemični dejavniki, če so prisotni kakšni škodljivi plini, pare ali prah. Biološki dejavniki, mikroorganizmi, virusi, bakterije. Ali pa psihološki dejavniki oziroma
To pa praktično imamo popolnoma vsi. Ko želimo nekako približati to delavcem in reči, da bomo upoštevali ergonomska načela, se poslužujemo humanizacije dela. Poskušamo delavca razbremeniti. Na kakšen način pa? Tako, da se poskuša zmanjšati neke bolečine, ki so nastopile pri delu, bolezni v zvezi z delom, zmanjšamo akutno in kronično utrujenost. Verjetno sami pri sebi tudi zaznavate, da se vam morda proti koncu tedna pojavi majčkeno močnejša utrujenost kot na začetku tedna, ko si naberete moči čez vikend. Na ta način povečamo zadovoljstvo in seveda tudi učinkovitost samega delavca. Na delovnem mestu je potrebno zagotoviti dinamično ravnovesje. In to ravnovesje zajema tako delavca in njegove značilnosti, lastnosti, kot celotno delovno mesto v celoti. In vemo, da so obremenitve lahko kvalitativno in kvantitativno nekako opredeljene, na organizem pa različno vplivajo. Lahko vplivajo pozitivno, če teh ni preveč, vkolikor je pa obremenitev preveč, pa seveda lahko nastopijo težave. Bolezenski znaki se lahko pojavijo, in to seveda si ne želimo, ker ta obremenitev lahko torej postane bolezenski dejavnik različne stopnje pomembnosti. Posledice preobremenjenosti lahko vodijo do raznih poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom, bolniškega staleža, invalidnosti in tudi smrti. Sicer smrt pisarniških delavcev, da tako rečem, načeloma ni zaradi pogojev pri delu, ampak če pogledamo v gradbeništvu, je pa kar pogostokrat tudi rezultat preobremenitve, da pride do take napake, da se pojavi tudi smrt. Kako lahko ukrepamo, da izboljšamo delovno mesto, da zmanjšamo oziroma nekako zagotovimo primerno zdravniško oskrbo in s tem zmanjšamo tveganje na delovnem mestu. Kako? Eno je ocena tveganja in imamo 5 korakov ocene tveganja, da najprej ugotovimo, kakšne nevarnosti na naših delovnih mestih so. Na sedečih delovnih mestih je največja nevarnost je sedenje, ki se jo praktično ne zavedamo. Potem ugotovimo, kdo bi lahko bil poškodovan in kako. Tukaj se mi zdi, da je tudi že gospa Maja povedala, kakšne težave se pojavijo. Bolečine v vratnem delu, ramenskem, v križnem, ker kako sedimo? Sedimo šlampasto, običajno. In ko začnemo delati, pademo noter v samo delo, pozabimo nase in dejansko bom rekla, se približamo računalniku precej bliže, kot je to primerno. Ocenimo potem tveganje, se odločimo, ali so te obstoječi preventivni ukrepi ustrezni in ali je potrebno narediti kaj več. Kaj pravzaprav pa lahko naredimo na delovnem mestu, kjer imamo sedeče delo? Vi imate to srečo, da imate zdaj filmčke posnete in boste lahko te filmčke uporabili, da boste, ne vem kolikrat vam bojo dovolili, verjetno vsako uro, naredili kakšno vajo za svoje telo. Kaj pa tisti, ki nimajo? Na kakšen način pa oni lahko pomagajo si? Ker ko padeš noter v delo, pozabiš na uro običajno in to ni enostavno. Sediš 2-3 ure, ne da bi se premaknil. En od predlogov je, da imamo flaške, kot je rekla gospa. Pa ne samo za dvigovanje, mogoče 2 flaški za dvigovanje, 2 pa tudi za pitje. Ker če pijemo tekočino, moramo potem hoditi tudi na stranišče. In vstanemo za to, da gremo na WC. Napolnimo med tem tisto prazno in imamo spet nekaj za piti. Seveda tukaj ne bi se pilo brezalkoholne pijače. Priporočljive so
tudi negazirane, najboljše je voda, ne? Ali pa čaj. Kave v tolikih količinah ni pametno ne piti. Potem je pa se mi zdi treba včasih tudi prepogosto na WC hoditi. Skratka, je nekaj takih stvari, ki nam lahko pomagajo, da mi nekako večkrat ostanemo. Tudi printerji, ki niso ravno pri roki, ampak na sredini hodnika, mi smo se zelo pritoževali, pri nas na fakulteti so nam prestavili printerje in moramo hoditi, ne vem, 15 metrov ali pa še malo več nekateri, če želimo vsak dokument tiskati, ki ga damo printati, ampak ja, je koristno, da ostaneš, greš tja in da to večkrat ponoviš. Zdaj, kakšne morajo biti pravzaprav zahteve na delovnem mestu? Ja, imamo zaslon, ki mora biti primerno oddaljen. Ta zaslon mora biti primerno postavljen, tudi naravnost. Včasih smo imeli te debele monitorje, ki jih pač nismo mogli na mizi imeti pred seboj, ampak smo jih v en kot potisnili in smo po stran gledali noter. Zdaj smo dobili tanjše monitorje in so jih prenekateri postavili na isto mesto in ne naravnost. Tudi jaz sem kolegu mojemu na oddelku, ki je imel po stran postavljeno, sem rekla, pa dobro, zdaj imaš tanek monitor, postav ga naravnost. Rekel, ne, se sem navajen, saj ni problem. Ko sem pa rekla, ti bom jaz prestavila, če ti je težko in mu jaz, ker imam tako malo večji monitor, mu prestavim naravnost in po enem tednu pridem k njemu vprašati, kako je, in rekel, a pa veš, da je res majčken boljš. Ker če ti moraš gledati po stran, se pravi, imaš ves čas ta zasuk prisoten, po nepotrebnem. Tako da, kar se monitorja tiče, tudi višina monitorja mora biti pravilna. Nekje je rečeno, da prva vrstica mora biti v višini oči. Torej, če nimate dovolj visoko, se da kakšne debele knjige, ki se ne rabijo, ali revije, ne vem. Pri nas imamo podloženo za to, da imamo primerno, se pravi, vsak si svoji višini primerno nastavi. Ali če imate že tako moderne, ki lahko dvignete gor in dol, to je še boljše. Kar se tiče svetlosti kontrasta, tudi na to je treba biti pozoren, da ni utripanja, da ni bleščanja noter v sam zaslon. Tudi čist mora biti. Potem imamo za tipkovnico, ki ravno tako je potrebno, da je pač nastavljena, da je možnost jo dvigant, da imamo oporo rok zraven, da je pravih barv, da če zginejo črke, ker se zgodi, če preveč tipkamo, da se jo zamenja, se pravi, da so te tipke postavljene pravilno in seveda tisti, ki imajo v računovodstvu delo, da imajo številke na posebnem koncu, ne tam gor, da si dodatno ne delajo dela. Potem so tudi za delovne mize neke zahteve postavljene in sicer morajo biti iz takega materiala, da ne bleščijo. Velikost delovne površine mora biti dovolj velika, se pravi, da lahko vse postavimo, kar potrebujemo na mizo, da nismo v stiski s prostorom, da ne vemo več, kam bi kaj dali. Imeti moramo tudi dovolj prostora pod mizo. Držalo za predloge, tisti, ki vnašajo recimo neke številke, je pametno, da ne gleda dol ves čas, ampak da je možno, da ima tisto držalo, da potem pač prepisuje iz tistega držala, kjer ima to nastavljeno. Potem so pomembni kriteriji tudi za ergonomski stol. Zdaj, kakšen ergonomski stol pa? Dobro je, da je seveda nastavljiv, da je enostaven za uporabo, da ima ledvino oporo za hrbet, tudi opora za noge je zelo priporočljiva. Za tiste, ki delajo več kot 4 ure na delovnem mestu z računalnikom, mu tudi pripada taka opora za noge. Je pomembno, da je stabilna, da ni drseča, tako da te zadeve, se pravi, so nekako zahtevane za ergonomski stol. Tukaj je na sliki en tak poseben stol, ki je nekoliko višji. Tudi tale miza je višja. To so tudi že dvižne mize, ki se jih že ponuja
tudi na našem tržišču, da lahko, se pravi, na ta način zmanjšamo sedenje pri delu z računalnikom. In zmanjša se ga lahko tudi do 4 ure, če si tako mizo recimo lahko privoščimo, če jo lahko imamo, da jo spustimo niže dol, da tudi stol spustimo lahko niže, ali pa v stoje delamo, kar pač seveda je tudi priporočljivo. Zdaj še morda nekaj podatkov glede tega sedečega delovnega mesta. Globina sedeža naj bi bila 2/3 stegenske dolžine. Naprej nagnjena sedežna ploskev, pod mizo smo že rekli, da mora biti dovolj prostora. Sprednji rob sedala je dobro, da je zaobljen, kajti če ni zaobljen, potem lahko seveda tudi nam škoduje, da imamo slabšo prekrvavitev. Pride tudi do otekanja nog, naslon zaledja, naslona za roki, če je možno. Zdaj bi vam želela pa še predstaviti raziskavo, ki smo jo delali s študenti, in sicer je sodelovalo 12 oseb, ki so bili zaposleni kot vodstveno osebje oziroma administrativni delavci v različnih ustanovah. In sicer smo delali po 2 metodah, celoten delovni čas smo jih opazovali, po metodi OVAS. To pomeni, da smo spremljali, se pravi, vzorce drže prsno-ledvene hrbtenice, vratne hrbtenice, vzorce drže zgornjih udov, drže rok, spodnjih udov, gibalna vzorca, 2 sta bila, in pa vzorci uporov. Zdaj, do česa smo potem prišli? Vzporedno smo imeli tudi metodo Corlett. Tisto prejšnjo metodo smo vsake 3 minute pogledali zaposlenega in popisali, se pravi, vse te segmente telesa, v kakšnem položaju so. Vzporedno pa smo vsako uro sprašvali, ali čuti oseba kakšne bolečine v gibalih. Seveda, kot je rekla že gospa Maja, tole je hrbtna stran telesa in pojavijo se nam bolečine v tem delu telesa, ne spredaj, v sprednjem delu. Tako da smo si beležili vsako uro in označili vsa mesta. Prišli smo do sledečih rezultatov. In sicer, da so potrebni ergonomski ukrepi v nekem doglednem času zaradi zasuka hrbtenice ter naprej sklonjene glave na 30 stopinj. Jasno, zdaj verjetno tudi vsi upravni delavci ne znamo tipkati na pamet. In potem gledaš pač dol, ko tipkaš, ker gledaš, kam pritisneš. Zato je to pač bilo v tolikem odstotku. Zasuk glave nad 45, tudi to se nam je pojavljalo, ko smo gledali, tudi take, ki so imeli monitor na strani. Tipkanje je bilo precej in pa sedenja. V tej metodi OVAS je dopustnega sedenja 80% celotnega delovnega časa. Torej, mi smo prišli do 76,8%, to so povprečne vrednosti. In tukaj dejansko ne moramo reči, da je potrebno kaj ukrepati, ampak ljudje so pa imeli bolečine in težave, in sicer tale metoda Corlett je dejansko nam dala rezultate, da so se pojavile bolečine v zatilju, v zgornjem in srednjem delu hrbta, v ramenah, v podlakteh in tudi v spodnjem delu hrbta. To so pravzaprav posledice nepravilnega sedenja, ker verjetno sami, če pomislite, ali ves čas sedim pravilno. Zdaj imamo prav recept, kako bomo preverili, da sedimo pravilno. In ko pogledam, vidim dejansko samo gospo Majo, mogoče še kakšnega posameznika, ki sedi pravilno, tako da se moramo tudi nad tem zamisliti. Delovno mesto naj bi bilo oblikovano tako, to se pravi, da delavec ne dela v prisilni nefiziološki drži. Kako naj bo to oblikovano? Ali naj bo to na tak način, da imamo dvižno mizo in da lahko vmes ostanemo? Ali naj bo to z aktivnimi odmori, ki jih moramo imeti, ampak na njih ne smemo pozabiti? Potrebno je seveda, da
se na to spomnimo, da morda imamo nek program, ki nas na to opomni, da vsako uro lahko za 5 minut ustanemo, se razgibamo, razmigamo in predvsem, da tiste dele telesa, kjer čutimo, da je že noter kakšna bolečina, napetost, da jih majčkeno razgibamo. Zdaj, raztezanje, ko ga opravljate, je seveda zelo pomembno, da zraven tudi pravilno dihate. Mogoče še to informacijo zraven, ker velikokrat se zgodi, ko imamo tudi mi taka izobraževanja, da ljudje pozabijo dihati, ko telovadijo. Sledijo, kaj je tam potrebno narediti in pozabijo. Je treba pravilno in enakomerno tudi zraven dihati. Da se zavedajo seveda pomena ergonomije pri svojem delu. Ne vem, na kakšen način vi delate. Bi mi bilo tudi zanimivo, če bi lahko recimo za kakšen dan prišli in videli, na kakšen način upravljate delo, da dobimo vpogled, ali tudi vi imate vse pravilno nastavljeno. Če tukaj lahko pogledate, tale gospa ima prenizek monitor. Tale gospa si je pač pred sabo dala, ker bere neko zakonodajo, ja, ima glavo ves čas navzdol. Tudi to bi se dalo vse spremeniti. Tukaj lahko vidimo, ima neprimerno vstran postavljen monitor. In ves čas, ko gleda, ko noter zapiše, mora po stran pogledati, kaj je napisalo. Tako da tukaj je cel kup nekih napak, kako imate vi sami pri sebi, pomislite, morda se da kaj popraviti, izboljšati. In še tole v razmislek, poglejte, kam nas pelje, a ne današnji čas. Ne samo nas, naše otroke še bolj. In je prav, da na to opozarjamo, da pač računalnik kljub vsemu ni vse, da se je treba več gibati zunaj. Tako da jaz bi se vam najlepše zahvalila za pozornost in lep pozdrav. Hvala tudi dr. Katarini Kacjan z zdravstvene fakultete. Nekako smo zdaj zaključili del predavanj, tako da bi se v tem mestu, ker pač tudi sam zaključujem mojo funkcijo današnjo povezovalca, se bi vsem predavateljem in vsem udeležencem današnjega srečanja lepo zahvalil. Zahvalil bi se tudi oddelku za varnost in zdravje pri delu v službi za kadrovske zadeve, da so pripravili ta sklop predavanj. Naj samo opomnim, da se bo delo nadaljevalo in preneslo v cel teden in zaključilo 8:30 v petek z cizmovim tekom. Tako da vsem hvala za pozornost. Besedo pa dajem še dr. Dolenčevi, da zaključi današnje druženje. Hvala vsem. Zdaj ste že vsi tako pripravljeni, da idete ven, pa da ne bomo naredili tako iz nič, takoj ven, pa takoj na neke vaje. Jaz predlagam, da zdaj, ko sedite, nekaj vaj naredimo kar vsede. Ker včasih lahko, kakole poslušaš, že vmes tudi kakšno vajo narediš. Težko je med predavanjem zdaj nekaj vstajati, pa nekaj mahati z rokami, marsikaj se da narediti, pa tudi tako samo sedi, ali pa recimo, če se odzad za računalnikom. Tako da zdaj pa naredite eno pravilno sedenje. Zravnajte se, čisto vsi ste se premaknili, ne? Kar zaležemo se noter. In tista zadnja slikca, ki je Katarina pokazala, zdaj pomislite, mogoče sam še to povem, kar sedite zdaj po koncu, da bo malo težko. Mi zdaj delamo sklece, pa delamo trebušnjake, pa spet samo spreden del krepimo in nazadnje smo res kot kiflc. Že tako smo pa še spred dodatne impulze na to muskulaturo, namesto da bi raztezali. Ker po koncu ste, zdaj pa dajte roke odzad za stol. A se spomnite, ko so nam v osnovni šoli rekli roke na hrbet? Pa ni bilo to samo zato, da se nismo s tistim radirkam pa s tistimi stvarmi igrali v piresenci, ampak tudi zato, da smo ohranjali neko telesno držo. No, zdaj pa roke odzad sklenite, pa potisnite v bistvu prsni koš naprej. In hkrati potisnete prsni koš naprej, ne glavo nazaj, zdaj pa dajte brado pa na prsi.
in zadržiš ta položaj, ampak dihati je pa treba. A ne? Se pravi, dihajte, normalno bomo 10 sekund držali, morate čutiti pa razteg v tem zgornjem delu vratu in pa zgornjem delu ramen. Se pravi, glava dol potiska, z brado se poskušaš dotakniti prsnice, rame nazaj in pa dol, pa raven hrbet. Ok, pa popustiš. Pa naslednjo zadevo probajte. Dajte roke naprej, kar sediš po konci in zdaj naredite samo premik lopatic. Se pravi, samo tole, ta gib nazaj. Komolci ostanejo iztegnjeni. Ok, se pravi, premik, lopatice skupaj, rame dol, glava je v podaljšku hrbtenice. Pa popustiš. 10-krat pojmo. Nazaj, stisni, za sekundo zadrži, popusti. Spet nazaj, za sekundo zadrži, popusti. Kar še. A ne gor, ne zleze vrat med rame, ampak rame nazaj in dol. Kar še imate par ponovitev. To je ta oblopatični sklep, ki ga mi čist zanemarjamo. In vsa naša vlečenja, tudi če bi hotel kaj veslati, ok, popustite, se morajo začeti s tem gibom. Najprej narediti močan oblopatični sklep, potem nekaj povleči. Predstavljajte si, da zdaj imate neko elastiko. A ne, itak je fajn elastiko uporabljati, tudi v pisarni. A veste, tiste elastične trakovi, kupite jih na metre, par evrov stane, okrog noge mize daš, lahko primeš in izvajaš te potege. To je tisto, ki smo prej rekli, da ni. In ne to veslanje delati samo na upogib komolca, pa na biceps, ampak naredi najprej to, potem pa vleči nazaj. Takrat aktiviraš te globoke stabilizatorje, ki so bolj, bomo rekla, pridejo do izraza takrat, ko gre za neko statično napenjanje. In zato tega ne smemo preskočiti. Ok, še eno stvar naredite. Sedite, zdaj se pa zasučite v eno stran, pa se z zunanjo roko primte za naslonjalo. Če uspete pridati okrog ali pa za naslon in v bistvu tudi glava sledi temu gibu in ostanete v tem zasuku. Brado pa poskušajte potisniti proti tisti rami, kaj jo imate. Noge ostanejo pri miru, kolena ne grejo v eno stran, stopala so na tleh. Pa počasi popustiš, pa isto še na drugo stran. Se pravi, raztegneš se v zasuku, kar sučeš, primeš, zadržiš in potem se še, kot bi se hotel malo povleči še v stran in pa brado dol. Brado k tisti rami, ki je od zadaj. Tudi pogled gre lahko nazaj, pa popustiš. To smo mi zdaj delali po 5-6 sekund. Te stvari smiselno delati 15 sekund. Pa potem 2-krat ponoviti, da je pač zadosten impuls. Še eno stvar probajte, zdaj upam, tam sedite skupaj, naj se en mičkan naprej usede, drug nazaj. Dajte roke skleniti za tilnik, pa komolce potiskajte nazaj. Nazaj pa popusti. Nazaj pa popusti. Kar 10-krat. Tisti, ki imate že problem, da bi vam glava hotela gorja, da je to zdaj kar težko, brez da bi potiskal nazaj, je zelo verjeten že malo zakrčen prsni koš. A ne, mi potem to tako kompenziramo. Tako mislimo, da gremo s komolci nazaj, a v bistvu glavo dvigujemo naprej. Ok, pa popustite. Po redu. Zdaj pa predlagam, Stanka, jaz kar predlagam, da smo tle, ker je Dinamo ven na avlo hodil. Zdaj pa vstanite. Stoli so šli tako preč, lahko se večkrat razmaknete, tudi tisti, ki ste bolj na gužvo, lahko tudi tlele dol pridete, pa bomo še tlele naredili par vaj. En osnoven vzorc, ki smo rekli, je počep. Ljudje počepnejo takole koleni skupaj ali pa kompenzirajo, da dajo stopala na ven, ker je potem malo lažje zaradi gibljivosti. Dajmo kar stopati širino bokov, pa dlani postavite takole na notranjo stran stegen. Zakaj? Zato, da boste kolena tiščali navzven. In zdaj pejmo dol v počep z ritjo. Ne s trupom naprej, ampak z ritjo nazaj. Trup pa ohranimo po koncu. In gledati mene.
Se pravi, če moraš že dol gledati, je že težava, pa nazaj gor. Naredite to 3-krat, drugače bi mogli 10-krat, ampak povziš, kolena narazen tišiš, roke so v sredini in pa nazaj gor. Kar še enkrat, glava po konci, ja, pazimo kolena, da ne grejo skupaj in nazaj gor. Ne smemo se dvigati na pete, zdaj tiste ženske, ki imate visoke pete, imate tlele zelo veliko pomoč. Tako da tiste vaje z marelo ne narediti s petam. Morate imeti stopala na tleh, če ne je to že vse lažje. Naslednjo stvar probajte. Pejmo v en tak položaj, da imamo skrčene noge. Zdaj pa udrivajte, se pravi tla, kot da bi hotel razmakniti to podlago, ki jo imate na tleh. Kad to narediš, avtomatično stisneš medenično dno in tele mišice aktiviraš. In to zdaj kar tišči narazen. Zdaj se pa predklon, raven položaj je ne glava dol, ne puku. Se pravi, kot bi imel marelo od zadaj. Pa roke iztegan. No zdaj pa, ker so olimpijske igre, bomo malo Peter Prevc. Pavce, nazaj, 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 zavijaj, 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 popusti. Spet, pavce nazaj, zavijaj, še, popusti. Kar še, gremo še 2-krat. Tiši narazen noge, pavce nazaj, lopatice moraš čutiti. Pogled pa v tla. In sprostiš. Par ponovitev smo naredili, pa čutite, če prav usmeraš vajo, vse čuti v bistvu na mišiče celega telesa. Še eno tako. Najprej dajte dlan na dlan. Da vidimo, kje smo, ko gredo roke v podaljšek hrbtenice. Zdaj pa ta sprednja roka potiska nazaj, ta pa naprej. Tišimo, kar pomeni aktiviramo rame. Zdaj pa v isto. Skrči noge, tiši narazen in kolena so zalepljena. Nič ne grejo dol, nič se ne iztegnejo. Zdaj pejte pa sam s trupom naprej in se dvignite v pokončnem položaju, ampak kolena so skrčena. Pa spet dol, tiši roke, pa nazaj. Pa še 2-krat zamenjaj dlani. Dol greš, pa nazaj. Pa še zadnjič, stegnjene roke, tiši dlan in popusti. Se pravi, čisto enostavna vaja, vse vam dela. Roke delajo, trup dela, noge delajo. Ok, še eno bomo naredili. Ja, se boste imeli prosto. Dajte stopiti na eno nogo, drugo pa skrčite pod pravim kotom. In ves čas ohranjajte pravi kot. Roke dajte naprej. Zdaj pa naredite odpiranje v kolku, stisni lopatice in nazaj. Naredite 2-krat z vsako nogo. Odpri in nazaj. Pa še drugo nogo. Drži ravnotežje, stisni trup, stisni lopatice. Drži nogo po konci. Ja, pa se sprosti. Ok, zdaj se pa lahko usedete, še čist na koncu. No, tle je bilo zdaj tako na hitrco en tak prikaz vaj, ki so recimo primerne in pa dobrodošle tudi v pisarni. Predvsem veliko dvigujte roke gor. Predvsem aktivirajte zgoren zaden, se pravi zgoren del hrbta. Vse zadeve, ko se roke dvigujejo, ko vlečete nazaj, ko trup dvigujete, so zelo dobrodošle. Zaradi tega, ker vam vplivajo točno na tiste pozabljene dele z vidika moči. To, kar smo mi zdaj delali, razen tistih začetnih vaj za sukom, so bile krepilne vaje. Raztezne, na filmčku boste tudi videli, smo jih mi delali ob mizi, stolu, ob steni, proste vaje, je pa veliko tega, ko se odpira prsen koš. Se pravi, roke nazaj, noga nazaj, skratka, da ta spreden del raztegnemo, zaden krepimo in se potem tem na nek način tudi v bistvu postavljamo bolj v pokončen položaj in da nismo na koncu tako, kot smo tudi videli ta zaden slajd. To bo to, hvala lepa. Kot sem že povedal, smo na koncu, vsem se prav lepo zahvaljujem za vašo udeležbo.
Zahvalil bi se tudi seveda predsedniku Atletske zveze, Romanu Dobnikarju, da ste se na lastne oči prepričali, da smo lahko vzgled tudi ostalim. Tako da še enkrat hvala vsem skupaj in srečno pri vadbi. Nasvidenje.